pa čau! Danes pa vam bom predstavil tega lepotca triala, sicer na AMD Lukovica poligonu, ki je mimogrede prekrasen in to lepo urejen. Se pravi, evo, motor, da mečkam povem o sami zgodbi. Motor je bil zadnjič toliko en hud deal in sicer pri Infinitu na Tomačevem v Ljubljani. Infinit d.o.o. je podjetje, kateri zastopa, se pravi, TRS-e, in pa bete, mislim, da ima tudi. Tako da pri Severinu boste lahko sigurno najdali eno dobro ponudbo in boste si lahko kupili enega dobrega triala za ravno take podvige, ki sledijo zdaj. Draga družba, en lep pozdrav spet na kanalu Lunca Films in sicer danes bomo predstavili trial motor čisto novega TRS-a 300 RR-a. Poglej, a ni fenomenalen? V glavnem še ena taka luštna igračka, ki ima balanco, diši po benzinu. TRS je predstavil čist spet novo prenovljeno RR linijo 2024 model. Gre se za model, ki je že priznan na tovrstnem področju triala. V glavnem tale motorček ima že vgrajen dirkalni DNK sistem. Kaj to pomeni? Prav šel sem pogooglati, da ne bo tudi ven treba, Kaj pomeni DNK? DNK pomeni izboljšana zmogljivost. Motorno kolo je zasnovano tako, da doseže visoke hitrosti, ima boljši pospešek in odlično vodljivost. Povečana odpornost proti obrabi in trpežnost materialov, da motorno kolo zdrži težke pogoje dirkanja. Kar se pa tiče natančnega upravljanja, pa pomeni, da je bolje odziven in stabilen, kar omogoča natančnejše manevriranje in večjo kontrolo nad motorjem. Tehnične izboljšave vključujejo tudi najnovejše tehnološke inovacije, ki povečujejo učinkovitost in zmogljivost motornega kolesa. Na koncu pa tudi atraktiven dizajn, ki ne le da izboljša aerodinamiko, ampak tudi zadovolji estetske preference tekmovalcev. V glavnem družba, zakaj sem si zdaj zamislil triala? Se pravi, trial je, bom rekel tako, primeren je čisto za vsakega, ki bi rad treniral svojo motoriko, stabilnost, spretnost, skratka. Top shit zadeva je ena taka luštna igračka, ki ne rab veliko, bom rekel, zelo veliko ti da, ker jaz v bistvu zdaj sem se bolj podal v ta enduro svet, v trialu sem čisti like in bom rekel tako, veliko se naučiš tukaj dobro sklopko uporabljati, sama motorika se ti izboljšuje s tem trialom. V glavnem, ta trial svet je zdaj zame tudi v bistvu čisto nov in zdaj jaz mislim, da me že majčkeno čez dali bolj noter vleče spet, nič nam rekel. Je pa hudo dober za trening. Ne rabiš ne vem kam, lahko greš na vrt, lahko greš na kamorkoli okoli svojega doma, si lahko najdeš neke prepreke, neke zadeve, ki lahko preskakuješ oziroma na mestu treniraš in ti ogromno da. Tukaj imamo društvo oziroma AMD Lukovica, ima tukaj prav cel poligon in je krasen za narediti res hud trening. Jaz mislim, da se tukaj le toliko prešvicaš, da padeš dol. Hud je za narediti en tak lušten trening, da napreduješ v smislu motorike, stabilnosti, pa sploh ta balans, ki imaš, ga s tem izboljšaš do konca. Skratka, trial je primeren za vse športne navdušence, za tekmovalce. Huda tekmovanja se, bom rekel, odvijajo v trialu, v trial svetu, tako da ful dobro, sploh nisem vedel, zdaj, ko sem majčkeno bolj začel gledati te stvari, vidim, da je ogromno razvit ta trial šport, tako da trial je primeren za vse tekmovalce, športne navdušence, se pravi trenerje, za vse tiste, tako kot sem že rekel, da bi izboljšali svojo motoriko, gibalno sposobnost. Pa po ta zadnjem kolesu sem se naučil prav s trialom, ker je to lahek, tak nizek težišče ima, res najdeš lepo balans, sklopkaš ga lepo in hitro najdeš tisto svojo točko. Je res posebna vrsta tega motornega kolesa,
ki je narejena res za plezati. Primerno je za skalna teren, za enduro varianto, v glavnem za vse te premagovanje ovir, pa to je tole kot nalašč za stvar. Nič, da ne bom predolgo vezal, zdaj mečkam sem na hitro povedal, kako pa kaj. Stvar je pa zdaj taka, da sem tudi toliko nov v tem trial svetu, da sem rekel, nič, ta prvi moram začeti s temi čist preprostimi balance forami, počasna vožnja, pa premagovanje lahkih ovir, tako da zdaj načeloma se bo treba tako lotiti, da dobim balance tega motorja, ki je spet toliko nov, moram se ga navaditi, spet nižje težišče, čist drugačen enduro motor. Enduro ima recimo 110 kg, ta jih ima pa 66, se pravi pol manj skoraj, če na hitro tako rečeš. Tako da nič, danes bom naredil par takih vaj, da naredim mečken, da osvojim za motoriko samega triala, pa naprej, tako da gremo v akcijo. Evo, pri trialu je pa v bistvu to tako, da brez tega magnetka, ki si ga navijaš tukaj okrog roke, zaradi varnosti, zadeva sploh ne vžge. Se pravi, magnetek mora biti na svojem mestu, tukaj si pa navijaš zaradi varnosti, si ga lepo navijaš okrog roke in zadeva funkcionira. Se pravi, če padaš, da mu potegneš ven kontakt, mu odvzameš kontakt in potem motor tudi crkne. Ni simpel, a vidiš, že take vaje na koncu a vidiš, kva ti da ena majhna zadevca lahko en hud challenge. Temu se reče zdaj balance. Evo. In takole treniraš lahko ta balance. Ne smeš baje stopati dol, kakor ti rata, ne se ubiti. Evo, najdeš eno točko balansa in to je to. Glej to. Koliko malo je treba, da je otrok vesel? Poglej zdaj ti to. Evo. Evo, ne bi si mislil, da takole lahko pri nizkih hitrostih se takole dobro zmatraš, Tele zahtevnostni tereni so meni vsakeč boljši, tako da se pravi, zdaj vidim, kje bom veliko časa preživel, zdaj po ta novem. Treba je dobiti feeling, nimaš kaj. Tako da tale poligonček mi je že všeč. V glavnem, družba, če želite podpreti kanal, kliknite dol super thanks, se pravi super zahvala. S tem nas podpirate in gremo sam naprej. Pa, če želite uno super kapco jadranskega tripa, ki jih je še nekaj ostalo, naročite jo, s tem podpirate kanal. V glavnem, naročite se tudi na kanal, pritisnite like, pa napišite kakšen lep komentar, kaj bi mi lahko pomagali pri izboljšavah tega triala in pa kako se mi zdaj video. In pa kaj bi tudi radi videli naprej. V glavnem, družba, hvala, pa se ga. Čau!